Jaz sem palček, med koreninami živim, se po gozdu rad podim in srečo lovim. Jaz sem palček, samo v oči pogledam ti in izvem za vse, kar ti po glavi noji. Močnejši kot ti, hiter sem in vedno nasmejanih lic. Jaz sem palček, sem najstarejši tot okrog in za vsako bolj si lek dobim iz zalog. Jaz sem palček, zelo sem majhen in preprost, če pa rad bi me spoznal, boš moral v gost. Se sovražnikov izogibam, norih kratov se ogibam in za družbo imam lisjaka, ki prav rad z menoj koraka. Pazi na mene pohodiš, ko po gostu našem blodiš in nikar ne luparije po glavi ne norijo. Vem, 7-krat sem močnejši kot ti, hiter sem in vedno nasmejanih lic. Ptičji muharji. To je v redu. Ravno je in deske bodo odlične. Potem pa hitro končajva. Danes ne mislim posekati nobenega več. Utrujen sem. Bom jaz začel. Nehajte, slišite? Zmotila sta se, tega ne smete podreti. Ne vidite, da ima drevo lastnika? Tam gor je njegovo ime. Poglejte. Ja, res je. Prav imaš, David, nisva opazila, veš. Kako da ne? Dobro moraš pogledati, preden začneš sekati. Ja, obljubiva, da se ne bo ponovilo. Ja, poiskala bova drugega, prav. Adijo. Adijo. Palčki spremljamo svoje življenje s pomočjo rasti hrasta, ki ga posadijo naši starši na dan, ko se rodimo. Ko hrast zraste zadosti visoko, zapiše oče otrokove podatke na deblo. Ime in datum rojstva z runskimi črkami. Takega drevesa nikdar ne uniči strela ali bolezen. Šele ko palček umre, začne propadati. Ampak o žalostnih stvareh raje ne govorimo. Palčki imamo življenje zelo radi. In čeprav sekamo drevesa zaradi lesa, nikoli ne sekamo močnih in zdravih, vedno le slabša in bolna. Razložil vam bom, kako to gre. Drevo najprej posekamo, nato razžagamo, da ga lažje spravimo do žage. In kot vidite, posadimo nova drevesa, da nadomestimo tista, ki smo jih posekali. Tako se gozd vedno obnavlja. Naši mizari se največ ukvarjajo z izdelovanjem hišic ali gnezd za ptičke. Hej, dober dan, bratec, si zadovoljen s hišico?
No, kako si kaj? Kako si kaj, povej. V zahvalo, ker jim gradimo hišice, nam prinašajo svoje jajca iz same hvaležnosti. To me je spomnilo na razborljivo zgodbo, ki se je primerila nekemu muharju, kateremu smo zgradili hišico. Kakšen lep dan je danes, kaj ne? Že nekaj časa se nisva skupaj sprehajala po našem gozdu in uživala v čudoviti pokrajini. Ti si kriv, zmeraj si zaseden. Če ni to, je pa ono. Saj vem, Liza, toda kaj naj storim? Kar ti povej, no? Odpoči si in uživaj življenje. Saj si že star. Saj veš, da ne more biti pri miru. Sploh pa ne moremo odreči pomoči tistemu, ki jo potrebuje. Tak sem pač. Kaj se dogaja? Že spet začenjaš? Liza. Razumem. Lovec na ptiče je v gozdu. Kaj lovec na muharje? Liza, sprehoda je konec. Pravi, da je lovec odnesel očeta, muharja, ravno ko je taskal hrano, da bi nahranil svoje mladičke. Mora pa ga poiskati in poizkusiti rešiti, to je. Midva? Kako? Naj premislim. Že vem, ti pojdi domov in pošli sem miške, da polovite vse žuželke, medtem pa grem rešiti tistega nesrečnika. Prav. Ne bo lahka, kajti ta ptičar prav gotovo živi v mestu
David, prosim te, pazi na se. Adijo. Pa ti veš, kje živi ptičar? Prav, če ne veš, naj te ne skrbi, bom že kako izvedel. Šel bom za vonjem, pa še koga bom vprašal, kje naj ga iščem. Žlicvajs, in nič naj te ne skrbi. Švest, nekaj groznega se je zgodilo, ti bom po poti razložil. Greva. Hvala vama za pomoč. Pozdravljena, botrca, si slučajno videla kakšnega lovca na ptiče, kaj? Hvala. Adijo, veverica. Bratec Zajček, si morda videl kakšnega lovca, ki je šel tudi mimo? Hvala, adijo. Živijo, Krokar, mi lahko ti poveš, kaj? Danes zjutraj je neki lovec ujel muharja, ki je iskal hrano za svoje otročičke. Mogoče si ga videl iti mimo, ali pa mogoče veš, če živi tukaj kakšen lovec, ki lovi te nemočne ptičke. Povej mi. Me lahko odneseš tja? Opa. Švesti, kar pojdi domov. Morda te bo Liza potrebovala. Pomagaj ji. Prijatelj Krokar me bo odnesel do tistega lovca. Ubožci umirajo od lakote. Hej! Najprej treba najti ptičarjevo trgovino. Tamle je. Ob tej uri vsi spijo, nimava se česa bati. Ti ostani tukaj, sedi na svetilko in pazi, da kdo ne pride. V trgovino grem pogledat, ali je muhar tam. Počakaj me! Maček je! Moral bom uporabiti svojo posebno varu. Zlomka. Bratec Prašiček, kako si me prestrašil. Mislil sem, da je maček. Ti živiš tukaj. Morda poznaš pot, ki pelje v trgovino. Pokaži mi jo. Zelo sem ti hvaležen.
Najlepša hvala, bratec. Na to, da si pomagamo, je še nekaj, kar nas loči od ljudi. Na pomoč! Na pomoč! Na pomoč! Grozno. Te nesrečne ptičke moram vsekako rešiti. No, končno sem te našel. Pomiri se, prijatelj, kmalu boš prost. Bratec Prašiček, večjo izhodno luknjo rabiva. Tudi pomoč potrebujeva. Lahko še koga pripelješ? Odlično, krasno. Kar poprimimo, prijatelji. Hitro. Odprite vse kletke. Zdaj pa pregrizni vrv. Mir, daj mir! Hitro, hitro! Zdaj pa vsi ven! Ven vsi! Hvala, dober si bil. Zdaj pa morava pohiteti. Ta mož je nevaren in če naj odkrije, nama bo trda predla. Žal mi je, še nekaj te moram prositi. Prosim, da odneseš mene in še nekaj ptičkov, ki so bolni.
Vam tudi lepa hvala za pomoč. Brez vas se mi to ne bi posrečilo. Hop. Šlic vas. Nasvidenje. Opa. Pazi, 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 pazi. Pazi, pazi. Naprej se, ptiček, ti že pokažem. Addio, grdi lovec, addio, addio. Čudovito, uspelo ti je, krokar. In vi, prijateljčki, ste na svobodi. Zdaj se moramo posloviti. No tako, prispeli smo. Tole je Muharjevo gnezdo. Dobro, dobro. Tako. Se že bolje počutiš, kaj deda? Se veseliš vrnitve domov, a? No, saj vidim. Kar pojdi pogledat otroke. Adio, adio. Tu nimamo več kaj početi, pojdiva. Pelej me, prosim, domov. Poskrbeti moram za te ptičke in jih nekaj dni dobro hraniti, da bodo lahko spet letali, kot so nekoč. Žic vajš! V naslednjem nadaljevanju bomo videli palčka Kozmo, ki pride prosi Davida za pomoč, ker je zelo zaskrbljena nad usodo netopirjev, ki lahko umrejo. David mora v kraj, kjer netopirji prezimujejo. Ali bo Davidu uspelo rešiti netopirje? Kaj pravite?